Poslanci državnega zbora so na izredni seji potrdili nujni postopek obravnave zakona za uravnoteženje javnih financ, o katerem je v ponedeljek že odločil kolegij predsednika zbora. Vnovično odločanje o postopku so zahtevali poslanci Pozitivne Slovenije, ki nasprotujejo naglici, s katero se skuša sprejeti zakon, saj po njihovem mnenju predlagani zakon posega v 45 drugih področnih zakonov, je poln nedoslednosti, nasprotujočih si določili in nerazumljivih določb, predvsem pa ni usklajen s socialnimi partnerji. Obravnavi po nujnem postopku nasprotujejo tudi Pogajanja o napovedanih rezih v plače javnih uslužbencev se nadaljujejo. Vlada je po ponedeljkovem dogovoru koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja še pisno poslala svoj zadnji približevalni predlog. V ponedeljek je vlada predlagala odpravo obeh četrtin plačnih nesorazmerij, 10-odstotno znižanje plač ter 50-odstotno znižanje mase sredstev za regres. Sindikati sicer v enotnem pogajalskem predlogu soglašajo s 7-odstotnim znižanjem plač ob hkratni odpravi obeh četrtin plačnih nesorazmerij. Ob tem pa so zapisali tudi pogoje za leto 2003. Dodana so napredovanja v nazive, ki so ustavljena že 2 leti, in pa pogoj, da se umaknejo predlagani ukrepi na področju standardov in normativov v šolstvu. Na sejah delovnih teles državnega zbora se nadaljujejo obravnave predloga rebalansa državnega proračuna, s katerim želi vlada znižati proračunski primanjkljaj na 3% bruto domačega proizvoda. Sredstva namenjena obrambnemu resorju naj bi se z rebalansom proračuna zmanjšala za petino oziroma za 92 milijonov evrov. Največ naj bi prihranili pri Slovenski vojski. Denar, ki naj bi ministrstvu ostal, bo namenjen stroškom dela, kljub temu pa po besedah ministra ne bo šlo brez znižanja plač in potnih stroškov ter delnega znižanja regresa. Približno petina sredstev bo namenjena operativnemu delovanju, investicijam pa le še nekaj odstotkov. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije poteka referendum o obliki članstva. To je zdaj obvezno, koalicijska pogodba pa predvideva, da bo članstvo v zbornicah v prihodnje prostovoljno, razen če se člani posamezne zbornice z referendumom izrečejo za obvezno članstvo. O obveznem ali prostovoljnem članstvu danes odloča skoraj 52 tisoč članov. V novomeškem Revozu bo v petek zjutraj prenehala delati zadnja nočna izmena. Po padcu naročil na evropskem trgu bodo odpustili skoraj 50 redno zaposlenih in približno 70 zaposlenih za določen čas. Hkrati pa bo obdelo 200 agencijskih delavcev. V Revozu so imeli nočno izmeno od maja 2007, ko je stekla proizvodnja Twinga. V tovarni si zdaj prizadevajo za pripravo proizvodnje novih vozil Twingo Smart, ki naj bi se začela leta 2014. Prinesla naj bi jim nov razvojni zagon ter čez približno poldrugo leto nove zaposlitve. Obsežnih gradbenih del, ki so povezane s postavitvijo nove proizvodne opreme, pa so se že lotili. V ponedeljek zjutraj so od doma neznano kam odšli 3 dijaki prvega letnika šolskega centra Velenje: Matic Kašnik, Žan Britovšek, Kamnik in Nace Camlek. Ob odhodu od doma so fantje zatrdili, da gredo v šolo. Vse, ki ste pogrešane mladoletnike opazili, policisti prosijo, da o tem obvestite policijsko postajo Slovengradec na telefonsko številko 02 872 54 00 ali pokličete številko 113 oziroma anonimno številko policije 080 12 00. Jutri bo precej jasno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v zatišnih legah okoli 3, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek in soboto bo precej jasno in zelo toplo. Jugozahodni veter bo v petek oslabel. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Mariborski mestni svetniki bodo podražili nekatere komunalne storitve. Nova preventivna akcija skuša opozarjati na pomen zaščitnih čelad tudi pri starejših kolesarjih. V Mariboru je bil premierno predstavljen film, ki orisuje življenje mariborske judovske skupnosti v srednjem veku. Bodite z nami ob 18.